Naj en. Nogometni studio. Akcija najlepši gol leta je lani stekla prvič in upam, da ne zadnjič. In seveda z željo, da bi čim večkrat razglasili tiste najlepše zadetke, ki seveda krasijo nogometno igro. Posebej bi rad pozdravil v naši sredini direktorja podjetja Gost, gospoda Štajnerja. In pa predstavnika današnjih sponzorjev, gospoda Mareta Valanta iz Brodoka. In Cvetina Maksimoviča, predstavnika podjetja Mila, ki je tudi današnji sponzor te prireditve. Še posebej pa v naši sredini bi pozdravil rad posebej našega predsednika uprave našega programa TV3, gospoda Vojkota Goloba. Moram reči, da je verjetno ta aplavz na zadnje bil namenjen njemu, kajti prav njegova zasluga je, da je nogomet prišel na male ekrane na naši televizijski postaji in upam, da bo tega nogometa za vas vse, ki imate radi nogomet, še več. Tudi morda še kakšnega drugega, ženskega ali pa mladinskega. Pa najprej poglejmo tistih 10 najlepših zadetkov, ki so jih izbrali naši gledalci z glasovanje. Moram reči, da je prišlo na naše uredništvo več kot 23.000 podpisnic, seveda kar dokazuje, da je akcija naletela na plodna tla. 10 najlepših zadetkov leta 2000. Naj en. Nogometni studio.
pasión, hay que llenar tu copa de amor. Para vivir hay que luchar, un corazón para ganar. Como Caín y Abel, es un partido cruel, tienes que pelear por una estrella. Consigue con honor la copa del amor, para sobrevivir y luchar por ella. Luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella. Naj en. Nogometni studio. Sedaj pa vabim na oder predstavnika podjetja Brodok, gospoda Mareta Valanta, in pa članico državnih prvakin, nogometašico nogometnega kluba Škale Marjeto Pižorn, da seveda najboljšim strelcem predata praktična darila. Pa gremo kar po vrsti, izvolita oba predstavnika. Pa najprej vabim na oder Gorana Joliča. Dušana, člana Olimpije Dušana Kosiča. Moram reči, da so tudi praktične nagrade izredno lepe, saj gre za posebne ure v vrednosti 380 mark. Člana Hit Gorice Gorana Gutalja. Člana Maribora Svada Filekoviča. In še enega člana Mariborskega kluba Muamera Vugdaliča. Za igralce, ki danes ni tukaj, so se opravičili in bomo nagrade predali v eni izmed naših naslednjih oddaj. Torej še enkrat aplavz za vseh 10 najlepših zadetkov preteklega leta. Na oder pa sedaj vabim novinarskega kolega, ki letos praznuje izredno lep jubilej. Več kot 45 let uspešnega novinarskega dela, predvsem v nogometu, in pa seveda večletnega dopisnika Dela, Dnevnika in Mariborskega večera, gospod Borivoje Ferš. Spoštovani novinarski kolega Borivoje, vem, da je dosti let za tabo in verjetno v teh lepih si videl še mnogo krasnih zadetkov. Pa mogoče kakšna anekdota iz tvojega dolgega športnega življenja. Hvala za povabilo. Res je, v mojem, bi rekel, pisovanju skoraj 46 let sem doživel marsikaj. Od tega dne, oziroma skoraj da od tega leta, mineva tudi 50 let, ko me je nekje moja zavest zaobljubila nogometu, tudi kot aktivnemu igralcu. Vendar pa moram reči, da so moji spomini ali pa moji dogodki najlepši bili prav v zadnjih letih, bolje rečeno pred 2 letoma, ko je nogometni klub Maribor Pivovarna Laško zaigral kot prvi klub v Sloveniji v Ligi prvakov. In najbolj mi je ostal v spominu dogodek iz Kijeva, prva tekma v Ligi šampionov in prva zmaga. Ne toliko zaradi zmage proti svetovno znani ekipi Dinama iz Kijeva, vendar povratek na mariborsko letališče, lahko rečem, da je nogometni klub Maribor edino moštvo
od vseh, ki igrajo v Ligi šampionov z lastnim letališčem, ki pa žal ne dela več, oziroma ne vem, kdaj bo začel delati, bi pa rekel tako, da zdaj z ozirom na rezultate Maribora bi zdaj morda letališče lahko bilo zaprto, ker Liga šampionov se je oddaljila. Vendar pa ti spomin, ko je prispelo letalo na mariborsko letališče pred 2 letoma ob 2:30 zjutraj in je na letališču čakalo več kot 2000 gledalcev navdušenih, ljubiteljev nogometa, vijoličastih, to mi bo ostalo vedno v spominu. Hvala Borivoje in sedaj sledi razglasitev za najlepši gol z glavo. Sedaj mi dovolite, da pri mojih letih uporabim tudi očala. Dobil sem prijetno nalogo, da razglasim najuspešnejšega nogometaša, in sicer tistega, ki je dosegel najlepši zadetek z glavo v letu 2000, strelec, ki je prejel skupaj kar 2783 glasov. Pa poglejmo zmagovalca raje na filmskem platnu. Naj en. Nogometni studio. Naj en. Nogometni studio. Mislim, da si ta zadetek zasluži poseben aplavz. Najlepši zadetek z glavo v letu 2000 je dosegel nogometaš ljubljanske Olimpije Dušan Kosič. Na oder vabim strelca zadetka z glavo in predstavnika trgovskega podjetja Mila iz Maribora, gospoda Cvetina Maksimoviča, da bo predal mu pokal. Prosim. Občutki so lepi, lahko rečem krasni. Seveda velika čast je, da se mi je to zgodilo, kar se mi je, in upam, da v glavnem tole mi bo ostalo v spominu za skoraj celo življenje. Ja, zadetek je bil zdaj, ko ga pogledam, res lep, občutki, spomini nanj so lepi, vendar pa moramo omeniti, da ga ne bi bilo, če ne bi bilo tako dobrega centaršuta od Munišija in pol nagradi njegovih. Ja, mislim, da zelo dobro in zelo pozitivno. Goli so bili res evropski, to se pravi, tudi v Sloveniji dosegamo zelo lepe in kvalitetne gole. Na vrsti pa je zadetek iz preigravanja ali kakor po domače radi rečemo iz driblinga. Razglasil ga pa ne bo nihče drug kot član naše izbrane vrste, ki je trenutko na krajšem počitku, Marinko Galič. Marinko, lep dober večer. Vem, da si dober v vlogi igralca, da rad driblaš, poješ dobro in v vlogi plesalca. Danes pa ti ponujamo možnost, da se predstaviš tudi v vlogi voditelja. Gospe in gospodje, Marinko Galič.
Jaz se tudi zahvaljujem za povabilo in seveda se pravi gremo za najlepši zadetek s preigravanjem ali kakor popularno v nogometnem žargonu zveni z driblingom, je v letu 2000 je dosegel zadetek, ki je prejel skupaj kar 3325 glasov. Tako da bi bilo dobro, da pogledamo zmagovalca raje na tem velikem ekranu. Naj en. Nogometni studio. Naj en. Nogometni studio. No, najlepši gol s preigravanjem za leto 2000 je torej zadetek Suoda Filekovića, člana NK Maribor Pivovarne Laško. Se pravi, na odru vabim strelca najlepšega zadetka in igralko ženske slovenske nogometne reprezentance Polono Govek, članico ženskega nogometnega kluba Škale, da preda pokal zmagovalcu. Občutki so nekaj najlepšega, mislim, da se je zbralo tle veliko ljudi, pa bilo je vse lepo narejeno, kvalitetno, organizacija v redu in mislim, da sem zelo zadovoljen, da sem jaz bil izbran za najlepši gol s preigravanjem, pa bi se zahvalil vsem navijačem, pa vsem, ki so poslali za mene dopisnice, najlepša hvala. Ja, mislim, to je nekaj novega v naši ligi oziroma v tem našem prvenstvu. Mislim, da bo to kar v redu, če bo šlo naprej tako tudi, verjetno bo vsako leto boljše. Za začetek kot prvič je v redu, ne na to, da verjetno vsi skupaj še nimamo nekih določenih izkušenj s takšnih oddaj, ampak je v redu. No, ta iniciativa bo verjetno pripomogla k nadaljevanju te oddaje oziroma tega tekmovanja med igralci in seveda vsak se bo želel doseči čim lepši zadetek. Jaz tudi upam, da bom čim prej na igrišče prišel, pa da bom ponovil recimo kakšne škarice ali pa kaj takega podobnega, kot je bilo pred leti. Sedaj pa se še posvetimo malo našemu reprezentantu Galiču, ki je trenutno poškodovan. Kdaj vas bomo zopet videli na nogometnih igriščih? Pa ne vem. Točno, kaj sem, čez kakšna 2 meseca, 3 meseca, ne vem, kako bo noga. Ne vem, kaj bi doktori rekli, kaj bo, enostavno ne vem, no. Morda prihodnji teden nas čaka srečanje proti reprezentanci Urugvaja, vaša napoved? Zmaga naša, kaj če bi drugega, normalno. Hvala. Marinko, velik aplavz za našega reprezentanta. Sedaj pa je na vrsti najlepši zadetek s strelom od daleč. Na oder vabim našega najuspešnejšega nogometnega trenerja in seveda najtrofejnejšega gospoda Bojana Prašnikarja. Še morda najprej eno vprašanje. Vsi se nekako radi spominjajo lige prvakov. Vi pa verjetno gledate v bodočnost. S kakimi cilji ste trenutno obremenjeni?
spomini so sigurno lepi in tako so lepi, da bi bilo dobro kdaj še ponoviti. Ne. Vsekakor nič druga ne ostane, kot delati na tem, kaj se bo zgodilo, pa pustimo čas. Torej, gospod Bojan Prašnikar. No, meni je pač pripadla čast, da nekako pozovem na tribino tistega, ki je dosegel najlepši zadetek strelom daleč. In sicer to je bil zadetek, ki je dobil kar 2133 glasov in mislim, da smo ga že prej videli, pa še ne parkrat ga pogledamo. Naj en. Nogometni studio. Naj en. Nogometni studio. No, jaz upam, da to ne bil zadnji takle strel, da bi jih bilo še čim več, enih 15, pa bi bila mogoče tudi Liga prvakov. Povabim tudi na oder strelca, gospoda Gorana Joliča in hkrati tudi direktorja podjetja Gost, gospoda Martina Štajnerja, da popravimo to dolžnost. Sigurno so občutki ugodni oziroma lepi in jaz bi se zahvalil vsem, ki so glasovali oziroma ki so izpeljali to oddajo in vsem tistim, ki so pomagali do te nagrade, bi se še enkrat zahvalil. No, vse, kar je dobro za nogomet, je za pozdraviti in mislim, da to je izjemno, mislim, da je to prvič ta stvar in tudi dosegla izjemno popularnost in v bistvu samo potrjuje, da je odločitev bila prava in je treba s te stvarjo nadaljevati. Hvala Bojanu Prašnikarju, hvala Goranu Joviču in direktorju podjetja Gost, seveda podjetju, ki je omogočilo, da se danes tukaj tako prijetno družimo. In že smo pri naslednji razglasitvi najlepšega zadetka iz nenavadnega položaja ali gol iz nekakšne težke pozicije, pada ali nekaj takega. Sedaj pa vabim na oder tudi enega najstarejših športnih novinarjev pri nas, koga drugega kot gospoda Franca Simiča. S gospodom Francom se poznava že nekaj časa, bil je včasih ne samo verjetno tudi vzornik marsikoga na našem področju, ki pač spremljamo šport in radi pišemo še posebej o nogometu. Pa morda kakšen prelep spomin iz vašega dolgega življenja, predvsem pa vržen na nogometno stran. Ja, spominov imam iz nogometa seveda ogromno. Dosti spominov imam tam, kjer sem jaz igral nogomet za mali klub, za NK Rače in sem najdel prišel z Račami do Velenja, pa do Štorah smo igrali. Me pa sem to večjo srečo, da sem kot novinar lahko potoval z Mariborom po celi Evropi, skupaj z Mariborom in pa z trenerjem Bojanom Prašnikarjem. Zanimivo, da mi je ostal v največjem spominu poraz. So te malo začudili, zakaj poraz, ampak to je bil sladek poraz. To je tisti poraz, ko smo zgubili v Genku 3-0 in se plasirali v Ligo prvakov. Takrat smo potovali nazaj z avionom, z Adria Airwaysom in je bilo seveda v avionu razpoloženje, ki ga je težko opisati, ne?
Moram priznati, zdaj Bojan, da mi ne boš zameril, če rečem, da smo spraznili vse, kar smo imeli v avionu, tudi duty free shop, tiste pijače, pa vse. V nekem trenutku sem šel v kabino in sem rekel pilotu, poslušajte, pilotu Airwaysa, a bi lahko jaz po mikrofonu nekaj rekel mojim nogometašem, bi jim čestital. Ni problema, izvolite. In to se je prvi zgodilo, odkar jaz potujem z avionjem, da je lahko neki potnik govoril po mikrofonu. Čestital sem igralcem in sem se jim zahvalil za to, sem rekel, da me ni zadela kap, ker sem doživel ta srečen trenutek in bom živel še najmanj 10 let. Potem pa sem potoval z Mariborom v Kijev in potovali smo pa z ruskim avionom, z Antonovim, ne. In seveda nisem pričakoval, da bomo tudi tam zmagali, 1:0 bilo, pa so spet šel pilotom, ko smo bili v avionu, pa bilo še večje razpoloženje kot takrat iz Genka. Pa je pilot rekel, njet harašo, ne, ni dovoljeno, to njet harašo. Ampak je potem le pristal in sem čestital igralcem in sem jim ponovno rekel, ker me ni zadela kap, bom živel še 10 let. To se pravi, da bom čakal 90 let potem, ne. Zdaj pa čakam, da bi še enkrat lahko čestital v nekem avionu igralcem Maribora, da bi bil tako star kot Štukelj. Hvala, gospod Sinič, in sedaj seveda napoved za najlepši gol iz nenavadnega položaja. Najlepši zadetek iz nenavadnega položaja ali nenavadni zadetek v letu 2000 je dosegel igralec, ki je prejel skupaj 2596 glasov in je v skupni razvrstitvi dosegel 4. mesto. Pa poglejmo še enkrat zmagovalca na velikem ekranu. Naj.en. Nogometni studio. Naj.en. Nogometni studio. Verjetno ste igralca že spoznali na ekranu. Najlepši gol v tej kategoriji za leto 2000 je torej zadetek Muamerja Vugdaliča, nogometaša NK Maribora Pivovarne Laško, in na oder vabim strelca in pa predstavnika podjetja Brodok, gospoda Leona Štehernika, da preda pokal zmagovalcu. Mislim, da občutek je res prečudovit, posebej za mene kot za obrambnega igralca sem dobil to priznanje za en najlepši nenavaden gol. Pač so se bralci tako odločili, jaz jim pač zahvaljujem se tem, ker so se tako odločili za mene in na koncu lahko povem, da sem res zelo srečen zaradi tega. Mislim, da je to za vso pohvalo, da je odlična akcija in odlična oddaja in nasplošno cela oddaja, taj nogometni studio je, koliko slišim i koliko se pogovarjam, da je zelo gledana in to me veseli, da jedna taka oddaja imamo na slovenski televiziji in mislim, da bo ta oddaja kompletna vse skupaj, da bo i naprej še bolj popularna postajala. In to me zelo veseli, ker je, odlična, kvalitetna in to ljudi radi gledajo. No in že smo pred finalno odločitvijo, da proglasimo najlepši zadetek leta 2000. Naj še enkrat povem, da smo na uredništvo našega televizijskega programa dobili več kot 24.000 dopisnic in da verjetno bo akcija stekla tudi to leto in še morda naprej. Kajti to dejansko vse pove, da vsi skupaj radi gledamo te najlepše zadetke. Sedaj pa mislim, da je čas, da ne čakamo in da skupaj na velikem ekranu
pogledamo najlepši gol leta 2000. Naj en. Nogometni studio. Naj en. Nogometni studio. No, torej pa smo ga dočakali. To je bil najlepši zadetek leta 2000. Goran Gutal, hit Gorica. Vabim strelca in pa predsednika uprave TV3, gospoda Vojka Goloba, da preda zlato žogo strelcu najlepšega zadetka v preteklem letu. Vesel sem, ker sem sprejel to nagrado za najlepši gol leta 2000. Zahvalil bi se vsem organizatorjem in gledalcem, kateri so glasovali za mene. Želim si še lepih golov samo sebi in drugim nogometašem iz drugih ekip. Še enkrat čestitke vsem strelcem, zmagovalcu in vsem skupaj in srečno, veliko športnih užitkov in še veliko zadetkov in lepih golov tudi v naslednjem letu oziroma tem nogometnem letu. Naj en. Nogometni studio.